Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je organizirala že tretji tridnevni tabor gluhih žensk. Zaradi izjemnega zanimanja in večjega števila prijav je tabor tokrat potekal v objemu neokrnjene narave v Tončkovem domu na Listci, ki je nudil idealen prostor za sprostitev, povezovanje in osebno rast. Priznam, da sem imela malo treme zaradi odgovornosti pri tako številni udeležbi. Prav tako so značaji posameznic, njihove misli in starosti različne. Vse smo ženske, ampak vsaka je drugačna s svojimi ozadji, svojim otroštvom. Ko pa to pogledam zdaj, ko se je to zaključilo, vidim njihove prijetno utrujene obraze, veselje, bogate z novimi temami in razmišljanjem. Na koncu smo bile povezane, se skupaj pogovarjale in druga drugo podpirale. Posebna gostja letošnjega tabora je bila Betty Schützen, gluha učiteljica joge, holistična zdravstvena praktikantka in trenerka iz Berlina. Vodi različne delavnice in tečaje v znakovnem jeziku po vsej Evropi in svetu, s poudarkom na jogi, osebni rasti in celostnem zdravljenju telesa ter duha. Prvi dan tabora sem predavala, kako se ženske lahko zazrejo vase, kako lahko premagajo ovire, skratka, kako lahko ugotovimo, kaj nosimo v sebi. Lahko uživamo življenje. Naše telo je čudovito, da to čutimo. Lahko tudi počivamo, ne da samo skrbimo za druge. V soboto je Betty Schützen vodila dopoldansko delavnico joge in meditacije. Z jogo je poudarila pomen povezave med dihom in telesom ter razložila, kako redna vadba umirja živčni sistem, zmanjšuje stres in krepi občutek notranjega ravnovesja. Nisem vedela, kaj je meditacija, pa sem se v tem preizkusila. V teh 10 minutah, ko sem imela zaprte oči, so se mi pojavljale pred očmi različne barve, kot so oranžna, rdeča, modra, bela in rumena. Ko me je potrepljala in sem odprla oči, sem bila v dilemi, če je to prav ali ne.
pa sem počakala na odziv drugih in sem videla, da so podobno rekle glede različnih barv. Mi je bilo zanimivo. Bom doma to poskusila. Meni je meditacija dobra za sproščanje, pomirjanje, da nisi v sebi tečen. Pri jogi pa smo mišice raztezale. Veliko žensk imamo zakrčene mišice. Pri kričanju pa je dobro, da gremo kdaj v gozd in damo ven svojo jezo s kričanjem. Tega še nisem poskusila. Včeraj smo kričale in je bilo čudovito. Počutila sem se olajšano. Daša Peperko je vodila ženski krog na temo poslušanja sebe, drugih in tišine med nami, kakor tudi na temo notranjega kritiziranja. Udeleženke so se skozi pogovor in vaje učile, kako iskreno poslušanje brez sodb lahko postane temelj razumevanja in notranjega miru. Vsaka udeleženka je pred seboj držala fotografijo sebe iz otroštva, na kateri je bila stara od 3 do 6 let. Ob pogledu na svoj otroški obraz se je marsikatera raznežila. Zavedle so se, kako nežne in iskrene so bile nekoč, ter kako stroge so do sebe danes. Potem nekoga gledaš drugače kot prej, ko spoznaš njegovo ozadje. Dobili smo globoko spoštovanje do človeka. Popoldanski del je vodila Taja Karner na temo z naslovom Skozi čutenje telesa do več ženstvenosti in samozavesti. Najprej je predstavila različne arhetipe žensk: deklico, mater, zapeljivko, bojevnico in divjo žensko. Nato je udeleženke popeljala skozi plesni ritual, ki je združeval gibanje, dihanje in spontano izražanje telesa. Ples se je končal z osvobajajočim trenutkom, ko so se vse skupaj osvobodile nakopičene jeze s kričanjem. Na kampu sem predstavljala predvsem, kako se ženske lahko povežemo s svojim telesom, da začutimo svojo ženstvenost in da se tudi zavedamo, da imamo več različnih ženskih energij znotraj sebe. Nato pa smo skozi ples, skozi ciklične gibe, skozi valovanje prebujale to ženstveno energijo. In to je bilo za mene tudi zelo posebna izkušnja, ker smo vse delale brez glasbe in sem ugotovila, da dejansko lahko bistveno globje pridemo v stik same s sabo, če res poslušamo ta notranji ritem. Opazila sem, da nam primanjkuje ženske energije, ker nosimo tudi del moške energije.
nikoli od majhnega nisem močno kričala. To pa zato, ker sem gluha in mi ni bilo treba kričati. Pa smo morale kričati. Prvič sem malo kričala, drugič, tretjič pa še bolj in sem to začutila. Res neverjetno, kako je glasno kričanje olajšanje za moje telo. Hotela sem kričati, a mi je bilo nerodno, ker nisem vedela, kako se na to odzivati. A telo je to hotelo dati ven. Ko sem kričala, sem res začutila olajšanje. Kot da je iz mene odpadlo breme. Odlično je bilo. Zadnji dan je Betty Shetson pripravila vadbo joge na stolu, ki se je izkazala za presenetljivo intenzivno. Čeprav so se gibi zdeli preprosti, so se udeleženke po 1 uri pošteno preznojile in začutile, kako se telo prebuja. Sledila je delavnica tajske joga masaže. Najprej v parih, nato individualno. Ta kombinacija gnetenja, masiranja in dihanja je sprostila napetosti v ramenih in hrbtu ter prinesla globok občutek sproščenosti. Na taboru gluhih žensk sem predstavila jogo, meditacijo, tajsko jogo, masažo. Kaj pa je tajska joga masaža? Joga izvira iz Indije in je preplet akupresure iz Kitajske. Stara je 2500 let in vključuje tudi masažo in raztezanje. Vsak se ob tem sprosti, zmehča napete mišice, prav tako izboljša videz obraza. Popoldne je Mojca Velaher vodila delavnico o povezovanju z maternico in odpiranju čaker. Udeleženkam je razložila simbolen pomen maternice skozi zgodovino, njen energijski vpliv ter pomen sprejemanja svoje ženskosti. Kaj je to ženska energija, kaj je to maternica, zakaj vse maternico v bistvu uporabljamo v sodobnem svetu in zakaj so maternico uporabljali včasih. Ponavadi je vsem tuje, da je maternica dosti več, kot smo naučene. Ko spoznajo in začutijo prvič maternico, so vedno vse presenečene. Prišla sem predvsem zaradi tega, da bi čim več izvedela, kako poskrbeti za svoje zdravje, za svoje telo in tudi to, kako se lahko povežem s svojo notranjostjo. Velikokrat sama sebe ne čutim, zato na tak način poskušam bolj pogledati vase. Ta tabor mi je zelo pomagal pri tem. Tabor je zame nekaj posebnega. Tukaj je čudovito. Več žensk je prišlo in sem ganjena, ko je toliko energije naokoli. Čudovito je. Ženske bi se morale odpirati, ne pa stvari držati v sebi.
Naj hodijo ven, se družijo in se več smejijo. Da smo povezane in se imamo rade. Res je bilo zelo prijetno, uživala sem. Veliko stvari na predavanju nisem vedela in sem hvaležna za te informacije. Bom pa poskusila doma to izvajati. Ko sem v petek prišla, sem videla, da nas je bilo veliko. Nisem bila tako nasmejana, ker me je bilo malo strah. Včeraj pa sem bila bolj in bolj nasmejana. Dobila sem energijo in moč, bilo mi je vroče. Tretji dan pa še bolj. Energije tudi. Zelo sem zadovoljna. Zdaj sem bolj sproščena, možgane imam na off. Nisem pomislila na dom, glavno mi je bilo, da sem bila tukaj v družbi žensk. Medsebojni odnosi in druženje je bilo odlično. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Upam, da pridem spet naslednje leto. Se že veselim. Zgodbe o odraščanju in še marsikaj so držale v sebi. Ko pa so se odprle in izpovedale, so ugotovile, da so vredne in pomembne. Vse smo se zazrle vase in si rekle, da imamo tudi same svojo zgodbo. Udeleženke ženskega tabora na Listci so domov odšle lahkotnejše, bolj povezane s sabo in z drugimi. Dogodek je vnovič pokazal, kako pomembno je, da se gluhe ženske srečujejo, si pripovedujejo svoje izkušnje in si ustvarijo varen prostor za rast, razumevanje ter sprejemanje.